Spoštovani predsednik Matej Tonin, spoštovani predsednik delovnega predsedstva Aleks Reberšek z ekipo, spoštovani domači župan, gostitelj, drage prijateljice in prijatelji. Vesel sem, da tako hitro pravzaprav mine eno leto. Na videoposnetkih smo videli, kako dobro vzdušje je bilo pred enim letom. Bili so tudi posebni časi. Pravzaprav smo šele samo slutili, kaj nas čaka pod mandatom takrat še bolj sveže vlade. Dovolite mi, spoštovane in spoštovani, da danes pred vami spregovorim s popolno iskrenostjo in odprtostjo glede trenutnega stanja v naši domovini, ki kliče po odločnih ukrepih in viziji za prihodnost. Zakaj govorim iskreno in odločno? Sam menim, da je minil čas, ko smo drug z drugim govorili in delali v rokavicah. Če smo vsi sneli rokavice, je tudi čas, da malenkost postavim tudi sam ob stran politično korektnost. Kajti ta politična korektnost nas večkrat stane tudi tistega položaja, tistega, lahko rečem, priznanja v družbi, ki ga pravzaprav svojim delom in prispevkom k tej družbi, ne samo v političnem smislu, ampak v družbenem smislu, vrednotnem, duhovnem, krščanski demokrati tudi zaslužijo. Kot vodja poslanske skupine tretje največje parlamentarne stranke sem izjemno ponosen, da lahko Novo Slovenijo poimenujem branik razuma, zdrave pameti in politične odločnosti in odličnosti. Naše dejavnosti v parlamentu, na terenu in v medijih dokazujejo, da smo odločen politični akter, neizprosni preiskovalci in glasniki tistega, kar je v naši državi tudi dobro, stabilno in vztrajno. Tega, dragi prijatelji in prijateljice, nam vsem skupaj manjka. Izjemno sem ponosen na ekipo poslank in poslancev Nove Slovenije. Poglejte Jerneja Vrtovca na čelu Komisije za nadzor javnih financ. Mislim, da se ga pravzaprav vsi ministri, državni sekretarji, nosilci trenutne izvršne oblasti že kar malo bojijo. Ko pride vabilo na Komisijo za nadzor javnih financ, zadrhti roka in srce marsikaterega ministra in ministrice. Spomnite se Sanje Ajanović-Hovnik, kako je bila ohola, pa se je morala posloviti. Spomnite se ministra Šarca. Jernej s kolegi ga je tako privil, da se je komaj izvil in moral razveljaviti škodljivi razpis za reality show v vojski. Pomislite na Stojmenovo Duh. 6 milijonov za 13 000 slabih računalnikov. To smo razgalili, to smo dali na mizo in zaenkrat še nismo dobili zadovoljivih odgovorov glede tega, ali je bil nakup upravičen. Za temi imeni, za temi številkami, pa še mnogo drugih je, pa stojijo tudi cifre. Milijoni in milijoni davkoplačevalskega javnega denarja, ki bi se brez Jerneja in ekipe na Komisiji za nadzor javnih financ izgubljali v prazno. Vsekakor ne tja, kjer se jih potrebuje. Pomislimo na Janeza Žaklja, kot predsednika KNOVS-a. Pomislimo na Vido Čadonič Špelič. Jaz ji ponosno rečem, prva kmetica v državi. S svojo aktivnostjo, tudi ona je na ta izraz, na to ime ponosna. S svojo aktivnostjo je prva in edina zaščitila nas, potrošnike, z opozorilom na to, da hrana ni primerna, da je škodljiva in da morajo pristojne inštitucije tudi ukrepati. Hvala ti, Vida. Pomislimo na Ivo Dimic, borko v osebnem življenju, pričevalko in borko za dostopno, javno, močno zdravstvo. Ona je tista, ki nas vse skozi spodbuja, da ne obupamo,
da rinemo naprej in kaže na to, da tudi če zgledaš na prvi pogled malo manjši, pa malo bolj šibek, si lahko tudi glasen in tudi odločen in vztrajen. Hvala, Iva. Jože, starosta in modrec naše poslanske skupine, k tebi hodimo po nasvete, s tabo se posvetujemo in tudi kako lepo zapojemo. Hvala ti, da si z nami, da ohranjaš substanco naše poslanske skupine. In pa Aleksander Reberšek. Aleks razgalja in drezne tja, kamor najbolj boli. Ko se on prijavi, ko on razpravlja, je kar naenkrat 15 replik, zato ker je tako neposreden in pove tako resnico, ki res zaboli. Aleks, hvala ti, zelo smo ponosni nase in imaš našo ekipo in našo podporo za sabo. Velik del svojega časa sem že porabil. Ampak ni šel v nič, kajti to je res najboljša ekipa. Rekli boste, enega si pozabil, ta glavnega, njemu se posvetim na koncu. Zato, ker ima posebno mesto, ne samo v naši hierarhiji, ampak tudi v mojem srcu. Nova Slovenija je pod udarom, tudi v parlamentu. Poglejte, s čim vse, s kakšnimi norosti se moramo boriti. Obvezno štempljanje. Sedanji minister je želel krivdo za to obvezno štempljanje, proti kateremu so se uprli pravzaprav vsi z zdravim razumom, prevaliti na moje rame. Odločno sem to zavrnil in še vedno zavračam. Ko sem bil jaz minister, sem dal navodilo svojim pogajalcem, skupaj z delodajalci in sindikati, naj najdejo sodobno digitalno rešitev, ki bo na eni strani seveda preprečila zlorabe delavcev, ampak na drugi strani ne dodatno obremenjevala gospodarstva. To je bilo moje navodilo. Očitno sedaj v tem sklicu takega navodila ni bilo. Gospodarstvo je na nogah in prav je tako. Uprimo se skupaj z njimi temu nesmiselnemu ukrepu štempljanja. Že en mesec sem posebej pod stresom skupaj s svojimi kolegi. Zakaj? Ob obravnavi proračunskih dokumentov smo zgroženi, ker se ustavljajo investicije v domove za starejše. To mene posebej boli. Svojo ekipo na Ministrstvu za delo smo vložili več kot 100 milijonov v to področje. In kje se začne dostojna starost, spoštovani in spoštovani? Pri dostojnem stanovanju. To smo želeli, sedaj se to ustavlja, mi se borimo, kolikor svojo močjo pač moramo, preprečujemo ustavljanje teh investicij in smo slaba vest tej vladi in tem ministrstvom. Marsikje nam je uspelo. Žene me pa pri tem delu ena misel. Žene me misel na veselje Ptujčanov, tistih iz Rogatca, v Kozjem, Ravne na Koroškem, ko se veselijo novih domov za starejše, kjer bojo starejši imeli dostojen dom in bodo lahko mirno preživeli jesen svojega življenja. Spoštovane in spoštovani, Nova Slovenija s svojim delovanjem brani zahodni evropski način življenja. Naše temeljne vrednote in prepričanja. Katere so? Temeljne vrednote krščanske demokracije. Svoboda, pravičnost, solidarnost in varnost. Vložili smo zakon o osnovni šoli, s katerim bi otrokom, ki ne znajo slovensko ob vstopu v osnovno šolo, omogočili leto pripravljalnice na osnovno šolo. Mislite, da ga je sedanja koalicija sprejela kot ponujeno roko? Nikakor ne. Zavrnili so ga. S tem delajo največjo škodo ravno tem otrokom, ker se bodo težje vključili, težje integrirali, da ne govorim o učiteljicah in učiteljih, ki morajo potem v teh razredih delati. Naša roka je bila ponujena v smislu pomoči otrokom in učiteljem. Zavrnjena je bila, ampak to nas ne ustavi. Še bomo vlagali ta zakon, zato ker iz terena vemo, vi nam sporočate, da je potrebno mladim dati priložnost, da se naučijo slovenskega jezika, da lahko potem dobijo izobrazbo in izstopijo iz kroga neintegracije, revščine in odrinjenosti. Odločno nasprotujemo ukinitvi
o kateri se govori, ukinitvi brezplačnega vrtca za drugega otroka, ki je hkrati sorojencem v vrtcu. To je še eden izmed škodljivih ukrepov, ki gre proti našim družinam. Da ne govorimo o tem, o čemer ste vsi brali. Pol meseca nazaj je družinska pobuda izračunala in argumentirala svoj izračun, da bo vsaka družina zaradi ukrepov te vlade ostala brez slabih 2000 evrov na leto. Oni pa pravijo, da delajo zato, da bi ljudje živeli boljše. Ravno nasprotno. Proti temu se bomo borili, ne bomo dovolili, da napadajo naše družine. Pol mandata vlade je mimo. Kaj ima pravzaprav za pokazati? Ob tem, kar sem do zdaj naštel. Cena njihovih političnih igric je visoka. Plačujete pa vsi vi, oziroma vsi mi, dragi prijatelji. Inflacija je 6. najvišja v Evropski uniji, proračun je luknast, brez jasnega načrta za črpanje EU sredstev, pomoč po nedavnih ujmah je obdana z auro netransparentnosti in napihovanja balončka, medtem ko intervencije potekajo prepočasi in neučinkovito. Sam prihajam z Koroške in vem, da če ne bi nekateri trmasto vzeli stvari v svoje roke, a ne Korošci, potem bi še danes bili brez vsega. Kje so nadomestne gradnje? Kje so nakazila donacij? In tako naprej. Gospodarstvo ima občutek, in s tem se obračajo tudi na nas, da so državni sovražnik številka 1. Nalagajo se jim dodatni davki, tudi na zalogo, grozi se jim in pravzaprav se poslabšuje poslovno okolje. Zakon o dohodnini so takoj ustavili, s katerim smo mi mislili razbremeniti prebivalce in gospodarstvo. V zakonu o dolgotrajni oskrbi nalagajo na zalogo nov davek, nov prispevek. Ne bi več usklajevali družinskih transferov, tudi ne socialnih transferov in dohodninskih olajšav. Da ne govorim o prevari s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kljub temu, spoštovane in spoštovani, nimamo veliko razlogov sicer za optimizem, ampak nikoli ne obupamo. Imamo še veliko upanje. Nova Slovenija, krščanski demokrati, poznamo izhod iz teh resnično zahtevnih razmer. Veliko smo na terenu, hvaležni smo vam za besede, za stiske rok in spodbudo. Še za nekaj sem hvaležen in grem proti koncu svojega govora. Zelo sem hvaležen vsakemu in vsaki, ki pride do nas, verjetno nisem edini, ki reče, ne se kregati, skup držite na desni, skup držite na desni. Vsakemu odgovorim tako. Ja, skup je treba držati. Kaj pa drugega Nova Slovenija dela? Kaj drugega Nova Slovenija dela? In zato, da skup držimo, sta potrebna vsaj dva. Mi vse žalitve, napade, podtikanja in laži stoično prenesemo. Nasprotno, še bolj mirni smo in še bolj odločeni v svoj prav, da bomo delali za to, da se desno-sredinski blok okrepi. Držati skupaj, to vam pa povem, brez dlake na jeziku, pa ne pomeni držati štango nekomu, da se bo krepil na račun Nove Slovenije. Ne na račun Nove Slovenije. In zdaj še k tebi, Matej, dragi predsednik. Nisem te pozabil, obljubil sem ti obravnavo na koncu svojega govora. V teh letih, ko sem na voljo Novi Sloveniji na različnih mestih in to s ponosom tudi opravljam, svoje naloge, svoje odgovornosti, sem spoznal eno stvar. Ni je teže stvari, kot biti predsednik Nove Slovenije krščanskih demokratov. Veliko več se pričakuje od nas. Od predsednika NSI se pričakuje veliko več od ostalih predsednikov političnih strank. NSI-jevci, če rečem po domače, s predsednikom vred smo veliko bolj pod drobnogledom medijev, javnosti in tako naprej. Vsaka majhna napakica nam je očitana in veliko bolj moramo hoditi vedno po ostri konici noževega rezila. Bolj kot kdorkoli drug smo NSI-jevci pod udarom. Tolčejo nas z leve,
kjer nas zmerjajo, da smo klerikalci, tolčejo nas z desne, kjer nas zmerjajo, da smo izdajalci. Verjetno marsikdo od vas doživlja, da prihajajo ljudje do vas pa reče, super stranka ste, ne? Sam Mateja menite. Matej je malo čuden. Ampak pazite, nekaj let sem že v stranki, pa ne najdlje. Prihajali so do mene tudi, ko je bila predsednica Ljudmila. Super stranka ste, Janez, odličen si, sam Ljudmilo se znebite. Pred njo je bil pa dr. Andrej Bajuk, ustanovitelj. Janez, v pravi stranki si, sam Bajuka pa menite. Torej, Matej, spoštujem in občudujem te zato, ker si, lahko rečem, pravi človek na pravem mestu. Ti veš, ti se ne sprašuješ, odkot in kdaj bojo prišli napadi. Ti veš, da bojo prišli. Ampak nas v teh napadih miriš. Ti znaš v teh napadih stopiti naprej. To je važno, to mi rabimo. Mi rabimo vodjo, ki se ne vznemirja zaradi prask in napadov, ki pridejo z leve in desne. Ampak ve, kaj so naše vrednote, ki ve pogledati v naše korenine. Ko pridemo do zidu, privlečeš špago, pa bomo zlezli. Ko pride blato, rečeš, slecimo jopiče, pa gremo noter. Pa gremo čez blato in gremo čez zidove in gremo čez skale in vse. In takega voditelja mi rabimo. Dragi Matej, podpiram te na polno in bom šel s tabo, zato ker če je nekdo tak zgled in sam živi te vrednote, potem ne more biti drugače, kot da ima ekipo, ki polno v njega verjame. S tabo sem in s tabo bom šel tudi naprej. In Seneca, filozof, je rekel, nečesa nas ni strah zato, ker je težko, ampak je težko zato, ker nas je strah. Dragi Matej, draga ekipa, s katero delam, ni me strah zato, ker smo skupaj, ker zaupam, ker vem, da bomo naredili nekaj dobrega in bojo še slišali o nas vseh. Naj živi Slovenija, naj živi Nova Slovenija.